Živijo, mi da smo pa prišla, ker bi rada zvedela, kako se naredi ptičjo hišico. Vam bomo pokazali, kako se to naredi. Ptičjo hišico bomo naredili iz naravnih materialov. V tem primeru smo se odločili, da bomo naredili ptičjo valilnico oziroma ptičjo gnezdilnico, v kateri ptice gnezdijo. Kaj nam pa te načrti pomagajo? Torej, tukaj imamo načrte za valilnice, zato da bomo naredili točno tako valilnico, kot jo ptica potrebuje. A se potem razlikuje tudi kakšna oblika za različne ptice? Seveda, mi bomo tukaj naredili eno manjšo, recimo za siničke in podobno. Če bi pa naredili recimo za kakšno sovo, bi bila pa valilnica, bomo rekli, ne takole velika, tako da bi šel recimo ti lahko noter. No, zdaj pa lahko začnemo, ne vsak svojo hiško. Ja, seveda, lahko začnemo. Torej, eden bo delal tukaj ptičjo gnezdilnico za siničke, eden bo delal pa tukaj le ptičjo nišo, se reče, to bo pa za šmarnico. Torej, kako bo izgledala takale hiška oziroma valilnica? Torej, tukaj bo niša, kar pomeni oba dva takole, torej, poravnata tele plošče skupaj. A bova midva vrtala? Ja, lahko. Zdaj bomo tukaj le vzeli svore, bomo majčkeno stisnili skupaj samo hiško, zato da bo lažje držalo. Tule ravno, gledajte, bolj ko pritisneš, bolj gre hitro. Bo šlo, ne. Potem pač tako in gre samo tule do konca noter, ven. Zdaj pa nimamo svedra gor. Ne, tukaj ni svedra, torej imamo nastavek za vijake, tako da privijačimo vijake lahko. Ker tukaj najprej vijak postaviš, lahko ga enkrat obrneš, takole na roke, stoji, takole. Tako. Evo, takole, superca. Še ta zadnji vijak. Tako, lepo, ravno, pično, tako. Odlično, super. Takole, evo, prva je narejena, to je ta tako imenovana gnezdilna niša, ker nima luknje, ampak ima takole odprtino. Takole, evo, luknja je narejena, luknja je primerno velika za siničke. A ni to malo majhna luknja za siničko? To je za siničko največja možna luknja, lahko je celo malo manjša, zaradi tega, ker če bi bila luknja večja, se siničke bojijo gnezditi noter, ker lahko pride potem detelj, ki je večji od siničke in izropa gnezdo. Ali pa recimo kuna lahko z šapo seže v samo gnezdilnico. Tako da luknja ne sme biti prevelika. Zavrtiš tukaj eno luknjo. Prgaj. Tako. Pa do konca ven. Odlično. Hvala. Zakaj pa to uporabljamo pri tej hiški? Torej, pri tej hiški bomo naredili valilnico, kjer se bodo vrata odpirala. Zaradi tega, da bomo lahko čistili gnezdo. Zdaj bomo najprej tlele noter v to luknjico, pa v to luknjico dali po eno kapljico lepila. Dobro je. Je to lepilo močno? To je lepilo za les, tako da lepi les. In tukaj moramo dati lepilo samo zaradi tega, da ne bomo potem izgubili tehle zatičev. Tako, pa kar malo zabiti tlele noter. Dobro, tako. Pa še na tej strani. Isto, enkrat na lahko. Zaključena je tudi druga hiška, takole lepo se odpre, tako da je primerna za ptice. A to pomeni, da v najine hiške ne smeva dajati hrane? Tako, vajine hiške niso namenjene hranjenju ptic, ampak vzgoji mladičev. Primer so gnezdilnice z luknjo, ki so podobne naravnemu duplu, v katerega potem, bomo rekli, ptice naredijo svoje gnezdo in vzgajajo noter svoje mladiče. Namestitev same gnezdilnice je dosti pomembna, namreč če je gnezdilnica prenizko, potem bodo prišli mački, lahko pridejo tudi kune in podobno.
Zato načeloma gnezdilnice za take manjše ptice so nameščene na višini od približno 2,5 do 3 metre, lahko tudi višje.